Statistični urad je narodni zaklad. Že 80 let. Popisi prebivalstva imajo že več tisočletno zgodovino, bogato tradicijo pa imajo popisi tudi na naših tleh. Tina Žnidaršič iz oddelka za demografske statistike in življenjsko raven pripoveduje o zgodovini popisov, o tem, kako so potekali klasični popisi, pa tudi o registrskih popisih, ki so način priprave celovitih podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih, ne da bi bilo za to potrebno dodatno zbiranje podatkov na terenu. Statistiki namreč povežejo že obstoječe podatke iz različnih registrov in baz. Prvi popisi so bili v Babilonu, pa potem tudi na Kitajskem, pa v antičnih Atenah, pa Rimu. No, ampak prvi popis na ozemlju današnje Slovenije pa je bil izveden leta 1857. Predtem so bila pa tako imenovana štetja narejena, takrat, ko je Avstro-Ogrska v bistvu popisovala prebivalce, ampak zanimalo jih je predvsem moška populacija za potrebe naborništva, služenja vojaškega roka. Ne. To se pravi, 1857 je bil pa prvi tak ta prav, rečemo tudi moderni popis na ozemlju današnje Slovenije. Zdaj, mogoče bo kdo zastrigel moderni pa 1857, ne. Ampak pravzaprav je imel tisti popis takrat elemente, ki jih imajo popisi še danes. Ne samo potem se je spreminjala tehnologija, način izbiranja podatkov, objavljanje podatkov, obdelava. No, ampak kaj zdaj to pomeni, da je moderni popis bil? To pomeni, da je imel določen kritični datum popisa. Ta je bil 31. oktober. In tisti, ki so hodili popisovati po ozemlju Avstro-Ogrske in današnje Slovenije, so mogli vprašati, če je morda na tisti datum živel kdo, ki danes, to se pravi mogoče mesec po tistem datumu, ko so prišli v hišo popisati, ne živi več. Ne? In vsi otroci, ki so bili rojeni po tem datumu, niso šteli v prebivalstvo. Druga stvar je to, da so bili podatki objavljeni. Podatki so objavljeni bili po naseljih in pa potem gor so jih zlagali po krajih, se je takrat reklo, pa potem po občinah. Ta popis je bil popis, ki je bil uporaben potem za celo državno upravo. To se pravi ne samo vojski pa naborništvo, kot so bile prejšnja štetja. Ne. In ta popis je imel tudi zakon. V tem zakonu je bilo določeno način popisovanja, določene so bile finance, potem izvedba popisa in pa recimo obrazci. Ampak do tega popisa je pa cesar z neko uredbo določil, da morajo dosledno oštevilčiti hiše in označiti naselja. Ne? In tako, da je potem najmanjša enota geografska, ki so jo v mestih popisovali, so bila stanovanja, na podeželju so bile pa hiše. Ne? Potem je bilo v okviru Avstro-Ogrske izvedenih še 5 popisov, približno na 10 let, in to je nekje tudi priporočilo mednarodno, ki velja še danes. V času potem kraljevine Srbo-Hrvatov in Slovencev in kraljevine Jugoslavije kasneje sta bila izvedena 2 popisa, 1921 in 1931. Pripravljen je bil tudi v celoti popis za leto 1941, ki pa potem zaradi začetka druge svetovne vojne ni bil izpeljan. Po vojni prvi je bil leta 1948. Bistvo tega popisa je bilo, da se prešteje prebivalstvo, kje živi, da se vidi, kakšne so mogoče vojne izgube, kakšna je starostno-spolna struktura, ta je bil res kratek popis. Ne? Potem naslednji, kjer je bila pa že upoštevana metodologija teh mednarodnih priporočil, pa je bil popis leta 1953. In potem naslednji je bil leta 1961 in potem je šla ta 10-letna dinamika. 71. 81 in tako naprej. In prav vsak popis je v bistvu imel potem neko specifiko. Ne. Popis 61 je popisoval stanovanja, ampak samo v nekaterih mestih, v velikih mestih. Prvič so bila vsa stanovanja popisana leta 1971 in potem naprej. Ne. Naprimer, leta 1971 je v Sloveniji k popisnici bil dodan poseben obrazec, ki je vseboval osebno matično številko. In na osnovi te številke je bil potem vzpostavljen centralni register prebivalstva, ki je danes ogrodje demografske statistike in popisa. Ne. In postavljen je bil na statističnem uradu. Vsi te popisi, ki sem jih do zdaj naštela, so se izvajali na terenu.
ampak vsak popis je bil mogoče za popisovalce malo lažji. Naprimer, leta 1991 so bili obrazci že predizpisani, to se pravi, predizpisani so bila ime, priimek, naslov, tako da je popisovalec, ki je poleg te popisnice, pa popisnice za stanovanja, imel tudi karto, da je vedel, kje bo našel določeno hišo, da je pravzaprav imel nekje že koga bo mogel najdeti tam. Seveda je imel pa tudi prazne popisnice, ker je mogel pa popisati tudi tistega, ki mogoče v centralnem registru ni bil. Kako pomembno vlogo oziroma kakšno vlogo je pa pri popisih odigral naš EMŠO, enotna matična številka občana. Prej ste omenili matično številko občana v povezavi z letom 71. Tako, ampak kasneje smo dobili pa enotno matično številko. Ja, enotna matična številka je bila postavljena z zakonom leta 1980. Moram povedati, da je bila v bistvu postavljena na pobudo Republike Slovenije, potem in je veljala za celo Jugoslavijo. In je bil tudi določen rok, v kakšnem času morajo v bistvu vsi prebivalci Jugoslavije dobiti to enotno matično številko. Ampak najbolj je pa to, bom rekla, se prijelo ali pa zaživelo ravno v Sloveniji. V Sloveniji je bila ta enotna matična številka določena v izjemno kratkem času, ena taka hitra akcija je bila to, Vključena je bila v centralni register prebivalstva. Bom še enkrat povedala, da je bil postavljen na statističnem uradu, ne samo ta register, ampak še potem vsi bistveni registri, kot je register teritorialnih enot, pa register aktivnega prebivalstva, pa poslovni register. Del teh smo potem v 90-ih letih predali v upravljanje ministrstvom. Ampak Slovenija oziroma slovenska statistika in takratno vodstvo, jaz pravim, da so bili zelo vizionarski. Pridobili so sredstva, mednarodna sredstva, šli so na obisk v skandinavske države in v bistvu sledili skozi tem skandinavski registrski usmerjenosti statistike. Ta enotna matična številka je bila potem uporabljena že v popisu 1981 in nekje sem zasledila številko, da je bilo za 80% prebivalstva ta številka že čist taka, kot je mogla biti. To je bil že, glede na to, da je bila prvič uporabljena, je bilo to kar visok odstotek. Je pa ta enotna matična številka oziroma vsi identifikatorji, ker registri temeljijo na nekih identifikatorjih, so bistveni, da lahko danes oziroma od leta 2011 v Sloveniji izvajamo tako imenovan registrski popis. Ampak preden začneva z registrskimi popisi, ki so seveda zelo zanimiva tema, glede na to, da nam od 2011 nihče več ne potrka na vrata, morda je kdo to celo pogrešal. Kakšni projekti ogromni so bili ti popisi vsakih 10 let, dokler so potekali na klasičen način? S koliko popisovalci? To je ne samo, da je državo veliko stalo, ker vedno začnemo pri financah, ampak koliko ljudi je bilo vključenih v te projekte? Ja, ogromno. Res, to so bile v bistvu največje statistične akcije in so danes še marsikje po svetu. To je bila blagovna znamka Statističnega urada Slovenije, potem so nas ljudje poznali. Kaj dela statistični urad? Popis. Ja. Ampak takrat je bilo res, kritični trenutek popisa je bil 31. marec na ta leta 61, 71, 81, 91 in tudi 2002. In potem naslednjih 14 dneh je šlo na teren približno 9 do 10 tisoč ljudi, popisovalcev. In za vsakega tega popisovalca smo mi mogli pripraviti materijale. So bile to popisnice, so bile to različne popisnice za osebe, za gospodinjstva, za stanovanja, potem v 2002 tudi za stavbe, dobiti so mogli karte. Pa tudi usposabljali ste jih, Usposabljanje je bilo tako, To je bil res ogromen projekt, Popisovalci so verjetno imeli kar zahtevno delo, Imeli so navodilo namreč, da morajo 3-krat obiskati gospodinjstvo oziroma stanovanje, če ne dobijo prvič, Potem so mogli puščati listke, pridem naslednjič takrat in takrat, In... Za vse te popise, o katerih govorimo, ki so potekali na klasičen način, rezultati seveda so bili prava zakladnica podatkov, O sebi smo izvedeli skoraj vse. Ja, res je. Smo rekli, da so bili popisi ena osebna izkaznica države ali pa fotografija države.
ogromno stvari, ampak vedeti moramo tudi, da so se časi res spremenili. Danes imamo mnogo več podatkov, svet se vrti res zelo hitro, in tudi mi smo sposobni producirati bistveno več podatkov in bistveno hitreje kot včasih. Značilnost teh klasičnih popisov je bila, da so bili vsi podatki objavljeni naenkrat in to 1 leto po popisu. Prvih podatki v enem mesecu, ampak tisti končni, obdelani podatki na različnih teritorijih, pa potem 1 leto po popisu. Danes je pa značilnost registrskega popisa, da se podatki objavljajo postopoma, kakor imamo pač vire. Takrat in to je potem držalo 10 let do naslednjega popisa. Ja, in nismo recimo vedeli, kakšna je izobrazba prebivalstva. Je bilo treba čakati 10 let. Danes imamo te podatke letno. In to je seveda slaba stran klasičnih popisov, ker so pač bili izvedeni v takem intervalu na 10 let. 2011 se pravi prvi registrski popis. To je verjetno res nek neverjeten mejnik. V zgodovini, bom rekla, statistike, slovenske statistike. Takrat, ko smo izvedli mi ta popis, pripravljali, pa moram povedati, pripravljali smo se pa že prej. Že popis 2002 ni bil klasičen terenski, ampak je bil kombiniran. Se pravi, določene podatke smo dobili samo iz registrov in iz baz, določene smo pa zbrali na terenu. No, ampak če se vrnem na 2011, takrat je bila Slovenija ena redkih držav, ki je to izvajala v Evropi in na svetu. Tako bom rekla. Prvi so bili Danci leta 1970, Nizozemci 1981 in potem Finci 1990. In potem v letu 2011 en grozd držav, med katerimi je bila Slovenija. Pa potem Švedska, Norveška pa Islandija, to se pravi te vse skandinavske države, Avstrija, Belgija in pa Andora. No, v letu 2011 so se pa tej skupini držav pridružile še Litva, Latvija, Španija pa Turčija. Kateri registri so bili uporabljeni? Osnova je centralni register prebivalstva. Postavljen je bil na statističnem uradu, potem pa je bil v 90-ih predan v upravljanje Ministrstvu za notranje zadeve. Drugi register je register prostorskih enot. Potem poslovni register, statistični register delovno aktivnega prebivalstva, tega imamo še vedno. Bil pa je v letu 2008 je geodetska uprava vzpostavila še register nepremičnin. In to je bil pa tist manjkajoči kamenček, zaradi česar v letu 2002 nismo mogli izvesti popisa na registrski način, ker nam je ta register nepremičnin manjkal. Ja. Ideja popisa leta 2002 je bila, da bi na osnovi popisa stavb, ki so bile takrat prvič popisane, in stanovanj, vzpostavili nek statistični register, pa je potem zelo kratek čas pred popisom to ustavno sodišče prepovedalo. Mi smo statistični urad, nismo administrativna inštitucija. Tako da vse registre, ki so bili postavljeni na statističnem uradu, danes vodijo potem neke ministrstva, administrativne inštitucije. Ker v bistvu registri imajo tudi drugačen namen. Pa mogoče še bi povedala, res je bil to tak mejnik, zelo rada povem, da so bili nekoč podatki popisa prebivalstva uporabljeni, da se je postavil register. Danes so podatki registra uporabljajo v popisu in krog je tako v bistvu sklenjen. Tudi z vsemi temi upravljavci registrov imamo redne stike, ker vendar moraš slediti, kaj se z registri dogaja, kakšna je kvaliteta, a se vsebina kaj spreminja in tako naprej. Ker zdaj, ko delamo samo z registri in z bazami, smo pač odvisni od vsebine drugih inštitucij. Kateri podatki so bolj verodostojni? Se pravi, klasični popisi, to, kar so povedali popisovalcem ljudje, ali registrski popisi? Zdaj, naše izkušnje s popisom 2002 kažejo, ki je bil zadnji terenski, klasičen, oziroma kombiniran, da so podatki pridobljeni z registrskim načinom pač kakovostnejši. Imajo seveda določene omejitve, imajo prednosti, imajo slabosti, pa če je mogoče naštejem samo ene. Z registrskim načinom popisovanja so dajalci razbremenjeni. Ideja registrov je, da se podatki zberejo enkrat v državi in se potem uporabljajo za različne namene. In torej podatki, ki so jih ljudje že enkrat posredovali, drugim državnim organom so zdaj uporabljeni za statistično raziskovanje. Absolutno je to
mnogo cenejši. Zdaj mi smo zračunali, recimo, da če bi v letu 2021 izvedli popis, bi potrebovali približno 20 milijonov evrov. V resnici je popis, ki ga izvajamo v Sloveniji, eden najcenejših. Tudi Nizozemci so rekli. Ja, in je v bistvu velik prihranek in vsi postopki so upravljeni tukaj v okviru rednega dela in brez najemanja recimo kakšnih zunanjih organizacij ali pa. Mi niti ne vemo, da popis poteka. Tako, ja. Podatki kar naenkrat so. Ne. Po letu 2011 na naši spletni strani mi te popisne vsebine pravzaprav ne objavljamo pod eno temo popisa, ne? Ampak stanovanja objavljamo v področju življenjskih ravni, podatke o prebivalstvu na področju prebivalstva in tam tudi družine in tako naprej. Ne? Se pravi, če te nekaj zanima, vtipkaš v Google družine, po številu otrok, ne? Ja, in se pokaže. Ja. Mlajša generacija verjetno niti ne vejo, da so bili včasih popisi, ne? Pa da so se ti podatki zbirali s popisi. Ena prednost sva že omenile registrskega popisa, da zahtevajo bistveno manj izvajalcev. Ne? Ker tukaj res sodelujemo samo mi, ki smo zaposleni na statističnem uradu, še ta ekipa je zelo majhna, manj kot 10 ljudi. Ne? Samo statistiki, metodologi, pa potem... Včasih 10,000, zdaj 10 ljudi. Ja, manj kot 10, ja, tako, ja. Popis poteka v varovanem okolju. Ne? Si predstavljate, da je šlo 9,000 ljudi, pa vsak je imel, ne vem, v torbi podatke, pa mogoče pustil ležati v avtu. Ne? Zdaj vse to poteka v varovanem okolju, poteka na enoten metodološki način, v vseh fazah imamo enotno metodologijo. 9,000 ljudi je lahko zelo različno razumelo eno navodilo. Ne? Možnost subjektivnega vplivanja je bistveno manjša, ne? Čeprav so vsi popisovalci, ki so šli na teren, imeli navodilo, da morajo popisati točno tako, kot izjavi oseba. Ne? Za obdelavo se porabi manj časa in, kar je zelo bistveno, ne? Tak popis je možno, kot smo že rekli, izpeljati pogosteje, hitreje lahko sledimo spremembam v družbi, uporabnikom ponujemo podatke, ki odražajo bolj aktualne razmere. Ne? Skratka, tako kot se svet vrti hitreje, tudi mi lahko produciramo podatke hitreje. Seveda imajo pa tudi popisi, tak registrski popis, absolutno tudi slabosti. Ne? Najpomembnejša omejitev je ta, da smo popolnoma odvisni od obstoječih virov podatkov, ne? Od njihovih vsebine, od njihovih kakovosti. Ne? Vir se nam lahko ukine. To se nam je recimo zgodilo. Za popis 2021 smo zadnjič uporabili evidenco gospodinjstev, ki jo je vzdrževalo Ministrstvo za notranje zadeve. Ne? Izjemen register, ki ga ni imela nobena registrska država, no? Ampak zdaj moramo postaviti pač neke druge algoritme, da bomo sestavljali družine in gospodinjstva, ampak imamo veliko izkušenj, tako da ne bo. Ne. Tako bomo našli rešitev. Ja, potem vsebina v virih se lahko spremeni, ne, zato res moramo spremljati. Potem, recimo, državna statistika nima vpliva, ne, če se neke spremembe na viru dogajajo. Ne. Z metodološkega vidika je mogoče največja omejitev ta, da se istovrstni podatki v različnih virih naprimer ne ujemajo. Ne ujemajo se mogoče zato, ker so v različnih časovnih točkah, neusklajena je metodologija, ne. Ampak to smo rešili tako, da smo proces razdelili v posamezne faze, ne, in potem tako tudi objavljamo podatke. Naprimer, najprej objavljamo podatke o prebivalstvu, 4 mesece po tem referenčnem datumu, ki je zdaj z registrskim popisom 1.1. Mi pravzaprav podatke o prebivalstvu oziroma tak mini popis naredimo 4-krat na leto. Ja, za ene države recimo samo še sanjajo o tem lahko. Ne. Konec leta smo objavili podatke o družinah, gospodinjstvih in o socioekonomskih značilnostih prebivalcev, ki jih tudi zdaj letno, in potem leto in pol kasneje pa še podatke o stanovanjih. Tukaj se pa v bistvu čaka na kvaliteto vira. Zdaj pa še ena stvar, ne, omenila sem to recimo, da se iz različnih virov imamo različen podatek o eni osebi, naprimer iz enega vira imamo en podatek o izobrazbi ali pa o statusu aktivnosti, iz drugega vira imamo drugačen. Ne. Zdaj, kako smo to rešili? Mislim, mi smo vse vire pogledali, mi z viri delamo, jih poznamo, vemo tudi, kater vir je bolj kakovosten za določeno populacijo, kjer je ažuran, ne, kjer je v bistvu mora biti pravočasno tudi dostopen, moramo mi zdaj recimo 3 leta čakati na en vir, ne. Tako da smo v bistvu naredili na tako hierarhijo virov, pa na osnovi tega potem določimo.
Je pa še ena, seveda moramo omeniti še eno negativnost, in sicer v razpoložljivih podatkovnih virih pač ni več določenih popisnih vsebin, ki so se včasih zbirale s terenskim. No in katerih podatkov, recimo, vem, da veroizpoved, je izpadla, je zdaj... Ni pač ni v nobenem veru, ravno tako narodnostna pripadnost, potem podatki o maternem jeziku, pogovornem jeziku. Naprimer, včasih so se v popisu 2002 se izbirala tudi naprimer način potovanja na delo, pa čas potovanja na delo oziroma v službo, ampak to lahko izračunamo. Dejansko pa podatkov, ki so resnično izjava. Vsi drugi so nekje iz registrov baz, to so na osnovi nekih listin. Teh podatkov ni, ampak ti podatki so taki, da ti lahko zelo hitro spremeniš izjavo. Danes rečeš, da si nekaj po veroizpovedi, jutri boš lahko za neke druge potrebe izjavil nekaj drugega. Omenila sem recimo, da je bil prvi popis v Avstro-Ogrski postavljen z zakonom, tudi vsi potem popisi, ki so bili v Jugoslaviji, so imeli zakonodajo zadaj, predvsem zaradi financiranja je bilo to pomembno. No, nas recimo zavezuje evropska zakonodaja. Leto 2011 je bilo prvo leto, kjer nam evropska zakonodaja določa, da moramo narediti v letu 2011. Vse države Evropske unije smo bile zavezane. Evropska zakonodaja recimo ne zahteva, da poročamo take mnenjske ali posebnostne vsebine, ker v nekaterih državah so celo prepovedane in se ne smejo zbirati. Rada bi izpostavila še nekaj. Namreč popis je SURS izvedel tudi med epidemijo COVID-19. Ja. Leta 2021. Leta 2021, sredi dejansko epidemije. Imeli smo določeno leto, Eurostat je določil leto, da moramo države v letu 2021 izvesti popis, in potem je prišla ta epidemija, ki je marsikateri državi postavila popis na glavo. Ene države po svetu so bile že v teku, ne vem, da je ZDA. Ene države so morale popis enostavno prestaviti. Ene države so se potem posluževale tako, da so na različne načine izobraževale popisovalce. So kolegi mednarodni povedali, da so enostavno se kar preko balkonov pogovarjali. Države so imele velike težave. Številne države so hitreje prešle na uporabo registrov, kot so mislile, recimo, kot so se pripravljale. Zdaj, to je vedno vprašanje, kakšna je potem kvaliteta, ker ti moraš z virom delati, ti moraš vir študirati, ti moraš vedeti, kdaj je tisti trenutek, da je vir dovolj kakovosten, da ga lahko uporabiš, ampak tukaj enostavno pač ni bilo druge rešitve. In vedno več držav pravzaprav stremi k temu, da bi izvajale popise na registrski način. Resnično se je izkazalo, te države, ki smo izvedle v 2021 popis na registrski način, nismo imeli pravzaprav nobenih težav. Nam je bilo to tako. Znate to početi tudi v izrednih razmerah? Ja, in smo dokazali. Ja. To se pravi, če rečemo, da je prvi moderni popis na ozemlju današnje Slovenije bil tisti izveden v Avstro-Ogrski 1857. Potem lahko rečemo, da se je v teh 160 in nekaj letih število prebivalcev povečalo za 1 milijon. Iz 1.100.000 na 2.100.000. Podatke o gospodinjstvih imamo iz leta 1948 in število gospodinjstv se je iz 381.000 povečalo na 860.000. Zelo pa se je in pomembno se je pa spremenila struktura gospodinjstev glede na število članov. Leta 1948 je bilo 18% enočlanskih gospodinjstev, danes jih je 34%. Unih velikih gospodinjstev, ki imajo 6 članov ali več, je bilo nekoč, se pravi leta 1948 20%, danes 3%. 1971 smo prvič spremljali stanovanja, popisali, bilo jih je 477.000 in do leta 2021 je ta številka narasla na 864.000. Spremenila se je, kar dvignila povprečna uporabna površina iz 57 kvadratnih metrov na 84 kvadratnih metrov po stanovanju. Delež stanovanj, ki so imeli v letu 1971 kuhinjo, WC in kopalnico, je bil 42%, zdaj je ta številka 94%.
In takrat je bilo nekje v zasebni lasti 72% stanovanj, danes jih je 95%. 81 smo prvič zbrali podatke o družinah, takrat jih je bilo 522 tisoč, zdaj jih je 587 tisoč. Družin z otroki je bilo takrat skoraj 80%, danes jih je 70%. Recimo delež zunaj zakonskih skupnosti pa se je iz 2% dvignil na 17% vseh družin. To je bila 6. epizoda serije o Statističnem uradu Republike Slovenije. V njej je nastopila Tina Žnidaršič iz oddelka za demografske statistike in življenjsko raven. Epizodo sva pripravila mojster zvoka Janez Ahlin in novinarka Tatjana Pirc. Statistični urad je narodni zaklad že 80 let.